In to, tudi poskus je bil, da bi se pol tudi na državnem ravni, da bi se kot igre uvrstili v to kulturno dediščino. Zato je tudi ta naslov bil. Se pravi, da bi se kulturne dediščine. Ja, da bi se pač igre obravnavali kot del kulturne dediščine. Se ti zdi, da je Warhammer in podobno, da je to kulturna dediščina ali bolj starejše, kater v našem recimo Warhammer, če si konkretno rekel, v našem prostoru bolj še ne, ampak recimo v Angliji pa sigurno kar pač iz tam izvira. Tam je to del sigurno kulturne dediščine. Pri nas je pa zaenkrat še ni doživel tega. Mogoče Katan ali kaj tazga. Kaj je tista naslov, ki te je najbolj presenetil, da je res eksplodiral? Recimo v slovenskem prostoru je to bolj mišljen kot recimo tarok. Ta slovenski tarok je pač sigurno nekaj, ki je nekaj, pač, da je to del slovenske kulturne dediščine, pač mora biti igre, ampak mora iz slovenskega prostora izvirati. Lahko rečeš svetovne, ampak to mi kot ta zavod ni, da se bo svetovno kulturno dediščino ukvarjal. Se pač iz slovensko in v slovenskem prostoru je recimo taka vrsta, ta tarok. To je prav distinktno slovenski tarok. Mislim, imamo svoje vrstna pravila? Okay, nisem vedel. To so najboljše pravila taroka. Nisem vedel, da prav iz Slovenije. Tarok kot igra direkt izvira iz recimo, prve, da so prav tarok karte, so iz 15. stoletja, ampak variante so pa že starejše, se pravi 13. to, ko so karte prišle v Evropo. In od takrat do danes je v bistvu ogromen verzij, ki so se razvile po različnih državah, in slovenski tarok je, se upam jaz trditi, pač najvišji razvoj te evolucije. Zakaj smo glih v Sloveniji? Morski pes tarok kart. Najbolj balanced. Ne najbolj balanced, ampak najbolj strateško globok. Zdaj seveda, tukaj treba biti realen, verzija za 3 je v bistvu, to je avstrijski tarok, z majhnimi spremembami, in v 3 so te spremembe zelo majhne, da ne rečem, ampak vseeno, kar se kompetitivno igranje tiče, so pomembne, ker so te točke malo drugače razporejene. In v 3 tarok je turnirska kompetitivna verzija, medtem ko v 4 je pa bolj slovenska, in je v bistvu malo bolj taka družabna. Težje je na turniru vrstiti zato, ker si ker se nepogovorno, če hočeš, ker se lahko šlepaš. Ampak ker to omogoča slabim igralcem, da se vseeno imajo fajn, ampak na turnirju je to problem. Koliko pa so veliki te turniri, tarok pri nas? Mi imamo turnirje? To je pač cela tarok Zveza Slovenije. Oni pač prirejajo te tekmovanja in to. Kaj pa remi? Je to tudi slovenska, imamo tudi slovenska, to pa ne. Mislim, kaj so slovenske, Črni Petri, ne vem. Ne, saj to so v Sloveniji igra, ampak niso pa so pač, niso slovensko. To me zanima, Recimo tarok, te pravila so značilna za Slovenijo in niso, ne vem, Avstrijci imajo pač svoja pravila, ki so malenkost drugačne. Francoski tarok je čist drugačen, ali pa danski tarok je precej drugačen. Pravijo iste karte, samo čisto na drugačen način jih igrajo. Ne, v bistvu v tem avstrijskemu, pa našemu manjkajo karte. Se pravi, tudi, ko jih prodajajo, jih zapakirajo drugače. Ja, ni enih teh plateljcev, ki se reče. Se pravi, rdeči so 1, 2, 3, 4, pa ostali pa manjkajo. Te številke. Zanimivo, kako se... Črnih je pa glih obratno.
Kdo pa se je spomnil ta pravila? Je to kakšna specifičnost? Ne ve, to je... Cela Slovenija. To je iz 16. stoletja. Ne, ta slovenska verzija je, bi rekel, konc 19. stoletja, ne, tako začetek 20. pa verjetno so bile še vse modifikacije, se skozi dogajajo, ne. Ko so različne, mal varirajo, ne, ni nekega ustaljenega, uradnega. Evolucija se še dogaja. Kdo ima, katera entiteta ima v bistvu pregled na tem, kako se bodo pravila nadgrajevala ali pa razvijala? Je ta rok Zveza Slovenije. Mi nima noben, ampak na teh turnirjih pa zveza določa, kaj bo res, pa kaj ne. Pa se še vedno nadgrajuje, praviš? Mutacije se dogajajo. V njih je pač so pravila, kakršne so. Morajo biti. Iz 19. stoletja.